Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih izvirnih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti ob stoletnici svojega delovanja prejme Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije Zlati red za zasluge. Franc Dolinar in Alojz Levstek sta 7. novembra 1920 v Ljubljani ustanovila Podporno društvo slepih, prvo slovensko invalidsko organizacijo, iz katere se je razvila današnja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Izučena pletarska mojstra sta prej v Gradcu, v tamkajšnjem Zavodu slepih, učila gojence te obrti in začela razmišljati o podobnem društvu, kot sta ga imela priložnost spoznati v Avstriji. Ustanovni občni zbor je potekal v dvorani nekdanjega ljudskega doma na Streliški ulici, kjer je pozneje delovala ljudska kuhinja, danes pa je v tej stavbi doma Valdorfska šola Ljubljana. Prvi predsednik društva je postal Gabriel Jurasek, ki je društvo za sedež odstopil prostor v pritličnem skladišču pod svojim stanovanjem na Wolfovi ulici v Ljubljani. Ustanovitelja prvega društva slepih in slabovidnih se najverjetneje nista zavedela, kako pomembne posledice za usodo slepih bo imela njuna ideja. Ideja o socialni emancipaciji, enakopravnosti slepih v družbi. Začela se je težka in dolgotrajna borba za zasluženo luč skozi delo, kot so pravili prvi prijatelji slepih, to pa pomeni tudi začetek organiziranega boja proti ideologiji popolnosti, ki ga morajo še vedno biti ljudje, ki so drugačni. Zveza je že leta 1995 ob 75-letnici delovanja prejela srebrni častni znak Svobode Republike Slovenije za požrtvovalno delo pri povezovanju slepih in slabovidnih, pri njihovem organiziranju in vključevanju v družbo ter pri prizadevanju za neodvisno življenje invalidov. Toda svojo dejavnost je v zadnjih 25 letih še razširila in poglobila in se znala odzivati na izzive časa ter se organizirati tako, da lahko v sodelovanju z vsemi deli slovenske družbe išče in uspešno uveljavlja nove izvirne rešitve za temeljne težave v zvezi s slepoto in slabovidnostjo. Danes je zveza sodobna, zanesljiva, uspešna in mednarodno dejavna invalidska organizacija. V tem obdobju je dosegla izjemne dosežke. Na prvo mesto nedvomno sodi leta 2008 uzakonjena in v praksi uveljavljena pravica do celovite rehabilitacije slepote in slabovidnosti, ki se krije iz zdravstvenega zavarovanja. Strokovna skupina je pripravila program, ki se od leta 2017 izvaja v Centru za celovito rehabilitacijo. To je za vse državljane z okvarami vida izjemen korak naprej. Možnost samostojnega gibanja in dostopnost informacij sta v današnjem življenju nujnost za vsakogar. Na pobudo zveze se s težavo nedostopnosti informacij in načrtom doseganja neodvisnosti so se ukvarjali različni strokovnjaki. Tako je Slovenski inštitut za standardizacijo sprejel standard SIST 1186 s smernicami za izboljšanje dostopnosti za slepe in slabovidne in za neodvisno gibanje po urbanem prostoru ter za dostop do informacij in storitev. Poudariti je treba tudi pomen prenove knjižnice slepih in slabovidnih Binke Skaberne, ki jo je zveza izpeljala v okviru zelo uspešnega evropskega projekta, to je z nakupom najsodobnejšega Brajevega tiskarskega stroja in razvojem nove slovenske govorne sinteze e-bralec, ki osebam z okvarami vida omogoča uporabo računalnika in drugih sodobnih naprav. To vrhunsko govorno sintezo lahko brezčasno uporabljajo vsi s kakršnimikoli motnjami branja.
Projekt prenove knjižnice je eden največjih uspehov v zgodovini zveze in izjemen prispevek k možnostim dostopa do kulture in izobraževanja. Učinkovita spodbuda za razvoj novih tehnologij, na primer zvočni opisi in zvočno branje podnaslovov televizijskih oddaj in filmov, standardi fizične in informacijske ter komunikacijske dostopnosti so olajšali življenje številnih invalidov. V zadnjih 2 desetletjih je zveza začela aktivneje delovati tudi mednarodno. Opazen in pomemben je njen prispevek skupaj z Evropsko zvezo slepih in Evropskim invalidskim forumom k prizadevanjem, da bi evropska zakonodaja bolj upoštevala položaj slepih in slabovidnih, njihove značilne težave in potrebe. Skupaj z Evropsko in Svetovno zvezo slepih je intenzivno sodelovala na pogajanjih s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino. Ta prizadevanja pa so s sprejetjem Marakeške politične pogodbe omogočila spremembo svetovne avtorske zakonodaje, ki znatno olajša dostop slepih do knjig. To mednarodno sodelovanje je zvezo postavilo na svetovni zemljevid kot zaupanja vredno in prepoznavno organizacijo, ki prispeva tudi k mednarodnemu ugledu Republike Slovenije. Neutrudno prizadevanje zveze ves čas temelji na osnovnem namenu, to je olajšati in izboljšati kakovost življenja vseh slepih in slabovidnih ter omogočiti njihovo čim polnejše in neodvisno zasebno življenje, pa tudi polno vključevanje v poklicno in javno življenje. Za izjemne uspehe, s katerimi je Zveza slepih in slabovidnih Slovenije v zadnjih 10 letih postavila nove temelje učinkovitosti in humanosti delovanja invalidske organizacije, se ji ob 100-letnici delovanja Republika Slovenija zahvaljuje z visokim državnim odlikovanjem. V imenu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije bo odlikovanje prevzel njen predsednik, gospod Matej Žnuderl. Hvala lepa. Gospe in gospodje, vid je najpomembnejše čutilo, ki nam daje informacije o dogajanju okoli nas in s pomočjo njih lahko potem ustrezno odreagiramo, premislimo situacijo in se odzovemo. Ko se drastično zmanjša zmožnost sprejemanja vizualnih dražljajev, pa postane življenje povsem drugačno. Ob običajnih težavah se pojavi množica dodatnih problemov, ki jih je potrebno reševati, in če smo bili prej navajeni živeti zelo samostojno, nenadoma ugotovimo, kako nujno potrebujemo pomoč drugih. Zato je pogosta spremljevalka izgube vida tudi depresija, obup in hudo razočaranje. Če pa je izguba vida nastala v zgodnjem otroškem obdobju, pa so težave še fatalnejše. Zaostaja takšen otrok v mentalnem in osebnostnem razvoju. Če pa ima ustrezne, drugačne, prilagojene vzpodbude, pa je lahko ta njegov razvoj skoraj povsem normalen. Slišali smo že o zgodovini nastanka društva. Ljudje so ugotovili, da seveda moramo pomagati en drugemu, si podati roke, najti slepe in slabovidne, ki so ponavadi odrinjeni nekje na stran. Zelo veliko se jih je preživljalo z beračenjem v tistem obdobju. Ljudi je bilo potrebno napotiti do zdravnikov,
Pomembno pa je bilo tudi izmenjavanje izkušenj slepih, da so po eni strani ugotovili, da niso edini s to težavo, po drugi strani pa seveda je pomembna tudi izmenjava rešitev, ki so jih drugi morda že našli, mi pa še ne. Skupno delo je pomembno tudi zato, ker mnogi ljudje imajo željo pomagati, vendar je predstava, kaj pomeni slepota, lahko zelo daleč od tistega dejanskega stanja. Zato je potrebno tem ljudem ponuditi informacije, ponuditi neke rešitve, s pomočjo katerih nam lahko pomagajo. Današnje pomembno odlikovanje si nismo zaslužili toliko mi, ki smo tukaj, kot naši predhodniki, generacije, ki so delali na tem področju pred nami. Seveda se zahvaljujem predlagateljem, da so ta trud opazili in predlagali našo zvezo za to izredno visoko čast. Hvala lepa seveda tudi gospodu predsedniku, ki je pripoznal delo naših predhodnikov in seveda ji dal to veliko težo, da smo lahko danes ponosno sprejeli odlikovanje. Naša naloga pa je seveda še vnaprej se truditi, da bi slepim ponujali smisel življenja, jim pomagali pri večji samozavesti, pri boljši izobrazbi, zaposlitvenih možnostih. Seveda pa moramo tudi drugim, predvsem zakonodajalcem, pokazati, kaj je tisto, kar bi nam olajšalo življenje in česa naj ne spregledajo. Zato seveda se bomo trudili spremljati zakonodajne postopke, predlagali bomo rešitve, ki so za nas primerne in upam, da bomo tudi prepričali politike, da bodo našim predlogom sledili. Jaz se vsem delavcem, slepim, slabovidnim, prijateljem in vsem, ki so na tem našem področju delovali 100 in več let, najlepše zahvaljujem. Zahvaljujem pa se seveda tudi gospodu predsedniku Borutu Pahorju za to izjemno čast, ki smo jo danes doživeli. Hvala lepa.